kakšna je vaša ocena strokovnega vidika, z vidika pulmologije? Ja, seveda se ni nobena velika skrivnost, da onesnažen zrak povzroča bolezni. Pri tem je pravzaprav nepomembno, kako pride do onesnaženja zraka, smo pa ljudje največ prispevali k tem ravno sežigi, bodisi fosilnih goriv ali v primeru, ki ga danes obravnavamo, s sežigalnicami odpadkov. Preučevanje vpliva posamezne sežigalnice na okolje je zelo težko, so pa tiste raziskave, ki so naslovile to vprašanje, ugotovile, da je vpliv na okolje in na zdravje negativen, povzročajo sežig oziroma onesnažen zrak povzroča respiratorne bolezni, bolezni krvožilnega sistema in pa različne rakave bolezni. Kakšni so denimo ukrepi, ki jih kot zdravnik, ki je videl prenekatero tako bolezen bolnika, razvoj bolezni pri njem, kaj priporočate odločevalcem? Kaj vendarle naj storijo, kaj naj ukrenejo? Ja, jaz mislim, da bi moral odločevalec najprej pomisliti, kako bo zaščitil zdravje ljudi, šele potem iskati ekonomski interes v dejavnosti in pri tej zaščiti upoštevati aktivno zniževanje teh emisij iz dimnikov, ki so postavljeni. Kot je sam minister povedal, morajo biti te tehnologije najbolj čiste, kar so lahko, se morajo izboljševati, predvsem je pa pomembno, da so tudi neodvisno nadzirane. In tukaj se mi zdi pomembno poudariti, da to trenutno v Sloveniji ni zagotovljeno. In to je nek konflikt interesov, ki nastaja in mislim, da bi bilo prav, da bi se ga poskušalo v prihodnosti izogniti.